tokrat v občinskem informatorju. V Lenartu podpisali pogodbo za gradnjo prizidka ob osnovni šoli. V Kungoti odprli nov medgeneracijski športni center Spodnja Kungota. V Vuzenici izvedli tradicionalni Markov sejem. Dan šole Ptujska Gora. Predaja novega gasilskega vozila in postavitev drevesa v Majšperku. Pred osnovno šolo v Slivnici odkrili nov kip narodnega heroja Franca Lešnika Vuka. V Framu na tradicionalen način postavili majsko drevo. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo v občini Lenart, kjer bodo po prvomajskih praznikih začeli z deli za prizidek osnovne šole Lenart. Lokalna skupnost že komaj čaka, da se šola razširi, s tem pa bodo lahko vsi učenci pouk obiskovali na isti lokaciji. No, podrobnosti pa v prispevku. Župan Lenarta Janez Kramberger je z izvajalcem del podpisal 7,5 milijona evrov vredno pogodbo za gradnjo prizidka ob lenarški osnovni šoli. To je kar velik zalogaj za našo lokalno skupnost. S tem bomo pridobili 9 oddelkov nove šole, potem knjižnico, spremljevalne prostore, tehnične učilnice. Skratka, ta šola bo se lepo, vklopila v obstoječe objekte. Po županovih besedah gre za največjo investicijo v zgodovini občine. Izvajalec del je konzorcij podjetij Ingrad in Plistor. Dela bodo začeli 6. maja, končali pa konec julija 2025. Sam projekt je izvajan po principu design and build, to pomeni, da je konzorcij družb Ingrad in Plistor prevzel tako spremembo gradbenega dovoljenja, izvedbo celotne projektive, izvedbo objekta in pa tudi upravljanje in vzdrževanje objekta v 4 letih po izvedbi. Posebnost te gradnje je, da je objekt bo grajen po sistemu montažnih sten in plošč lokalnega proizvajalca Preklade d.o.o. Takšna gradnja je bistveno hitrejša. Zavedajo se, da imajo že nekaj let prostorsko stisko. 130 otrok, 6 oddelkov 1. in 2. razreda, ki imajo učilnice v stari šoli, namreč vsak dan za kosilo in druge dejavnosti selijo na približno kilometer oddaljeno šolo. Prizidek jim bo omogočil, da bodo šolarji končno na eni lokaciji. Tudi poslanec Franc Breznik se še dobro spominja domače šole. Vse, kar ti da šola, vso motivacijo, vso kreativnost, ki so v meni zbudili takrat in tudi moji učitelji nekako ostajajo z mano in mogoče je najbolj čustvenih delov za vsakega politika je, če lahko v svojem kraju, svoji šoli, vse tam, kjer si začel svojo, lahko bi rekel, profesionalno ali pa tudi poklicno pot, nekako vrneš nekaj nazaj. Sofinanciranje države v višini 1.800.000 evrov, za katerega se je potrudil prav Breznik, bo gotovo prišlo prav. Od Ekosklada pričakujemo dobrih 800.000 evrov, ostalo je pa naš občinski denar, najeli smo kredit in verjetno bo potreben še kakšen rebalans za prerazporeditev sredstev. Kaj bo občina naredila staro stavbo šole, sicer zgrajene leta 1895 v odličnem stanju in na odlični lokaciji, sicer še ne vedo. V Spodnji Kungoti so odprli izjemen medgeneracijski športni center, v katerem bo več dejavnosti. Zaradi njegovega videza pa so ga že ob odprtju poimenovali Vrata v občino Kungota. Novi medgeneracijski športni center Spodnja Kungota ima posebno sporočilo, posebno noto. Pomembno mi je, da se s tem objektom tudi ljudje, ali pa velika večina njih, identificira, da so ponosni, da so v Kungoti doma, da so ponosni na to, kaj delamo. Tudi združili smo različne vsebine, torej ni samo nogomet tisti, ampak so tudi kulturniki in pa ostala društva, ki delujejo na območju, predvsem Spodnje Kungote, tudi naši najstarejši prebivalci, da jih vključujemo v ta medgeneracijski športni center. Spodnja Kungota je tako dobila tisto, kar do zdaj ni imela, vaško središče. Še vedno bomo ponujali streho vsem tistim, ki so že delovali v prejšnjem dotrajanem objektu, to je nogometni klub Kungota, društvo upokojencev Spodnja Kungota, kulturno-umetniško društvo Lipa, naša vaška skupnost v Spodnji Kungoti in pa seveda naši glasbeniki Kungoška pleh muzika. Tako da trudili smo se z samo tudi razporeditvijo prostorov na način, da bo ta objekt živel na polno vse dni v letu, ves čas
letos. Zagotovo bomo povabili tudi našo osnovno šolo k uporabi tega objekta in pa seveda tudi zunanje deležnike, ki bi lahko dodatne vsebine ponudili tudi našim občankam in občanom. Del centra je tudi nogometno igrišče, dogajanje na njemu pa je moč spremljati s posebno oblikovane tribune. Tudi arhitekturno smo se potrudili, da je sama tribuna zasnovana na način, da ni samo primerna za nogometne tekme, ampak tudi za koncerte in kulturne prireditve, da ima v bistvu podobo amfiteatra, zato smo tudi z arhitektom se dogovorili, da ne gremo na klasične sedeže, ker v tem nivoju igranja niso obvezno predpisani in da imamo v bistvu gledališče na prostem, tudi že Kungoška pleh muzika snuje z nami načrte, kako narediti en kulturni dogodek pod zvezdami. Tako da ja, res si želimo, da bi to živelo skozi celo leto za čim več vsebin in za čim več ljudi. Arhitekt in projektant, ki je zasnoval medgeneracijski športni center Spodnja Kungota, je ob njegovem odprtju poudaril izjemno sodelovanje. Nimamo arhitekti vedno priložnost poleg projektiranja tudi voditi nadzor nad izvedbo, kar so nam na občini seveda zaupali in smo lahko ves čas med gradnjo seveda zelo aktivno vplivali na in kvaliteto izgradnje in pa tudi na prave rešitve. Ta vibracija, ki jo na nek način tudi vidite v fasadi, je v bistvu čisto simbolni prikaz dejansko simbola, ki smo ga hoteli vključiti v ta objekt. Seveda prihaja pa iz tega zanosa in pa cele ekipe, to pomeni županjine ekipe na občini. Vsi so zelo, zelo dobro sodelovali ves čas in moram reči, da nam projektantom je bil ta objekt tako projektirati kot tudi izvesti do konca velik užitek in ponos. Že ob snovanju je upošteval to, da so prostori namenjeni različnim generacijam in društvom aktivnostim. Želja je bila seveda tudi zaradi finančnih zadev, da bi se to vse dogajalo v enem objektu, ker nam je uspelo združiti in smo seveda zelo veseli, ker smo ugotovili, da tudi uporabniki tega objekta na nek način že pohvalijo sam objekt oziroma ki so ga že začeli uporabljati. Kakorkoli, želeli smo seveda z materiali, ki so trajnostno izbrani, tudi pokazati nek čas sodobnosti, pa vendar z enim tradicionalnim izgledom. Ta tradicija se kaže z uporabo materialov, medtem ko pa oblike so pa seveda sodobne in da rečem moderne. Ta vibrant, ki smo ga uporabili v tej, da rečem, fasadnem nakitu, se pa tudi eno poseben izgled pa kaže zvečer, ko je objekt osvetljen. S tem smo želeli na nek način ta objekt tako po noči in po dnevi seveda poudariti ob vstopu v občino. Prav zato ga je razveselilo, ko je slišal, da objekt imenujejo Vrata v občino Kungota. V Vuzenici pa so minuli teden izvedli tradicionalni parkov sejem. Gre za prvega v nizu sejmarskih dogodkov pri njih, ki imajo bogato tradicijo. Poglejmo. V Vuzenici so 25. aprila pripravili tradicionalni Markov sejem. Res veliko prodajalcev tu pri nas, kar okrog 30 jih je, pa tudi vreme smo uspeli nekako zadržati, saj te hujše nalive, tako da verjamemo, da se bo popoldan še izboljšalo, ljudje prihajajo. In mislim, da bo kar uspešen dan za vse. Ponovno so imeli zelo različno ponudbo vsega, kar so pripeljali. Tukaj imamo res od sadik do raznih, se pravi, tekstilnih izdelkov, oblačil, obutve, suhe robe, razne bižuterije, igrač, v glavnem res hrane, pijače, vsega je na voljo, tako da bodo obiskovalci zagotovo našli kaj zase. Na Markovem sejmu so tokrat obiskovalci lahko izbirali posebne deske, ki so vse narejene ročno. Ena posebnost teh desk je, da bom rekel že ta, da so narejene iz 7-8 različnih vrst lesa, od oreha do oljke in vse vmes, sadno drevje. Pa posebnost je v tem, da puščam čim bolj naravne stvari, se pravi, da jih ne oblikujem, da jih pustim takšne, kakršnih pač narava naredi. In tudi take predstavim svojim kupcem. Les je zaščiten z olivnim oljem. Tako da se lahko uporablja vse posod, kjer je za stik živili, seveda. Med drugim so lahko obiskovalci našli tudi ortopedske vložke za čevlje. Ljudje danes izredno težko prijajo do kakega ortopeda, do neke strokovne ureditve, kar se tiče tega,
glede pregleda in mi po hitrem postopku ljudem pač nudimo ortopedske vložke po meri, ki olajšajo težave z nogami, križem, hrbtenico. Kdor je želel, je lahko izbiral tudi med bižuterijo nakit, obenem pa tudi pasove in obeske za ključe. To pa so personalizirani obeski za ključe iz usnja, napiše se različna imena lahko gor. Tako da tudi, če bi že slučajno tisti lastnik ključev izgubil, bi se kar hitro našli. Ne? Ja, seveda. Je pa tudi verjetno primerno to kot neko darilo ali pa tako, da si kdo sam kaj kupi. Ja, točno tako. Kaj pa imate vse ostalo? Nakit iz kristalov, usnjene izdelke, izdelke iz papirja od darilnih kuvertic, škatlic, kvačkane izdelke. Na drugih stojnicah pa so lahko obiskovalci našli še marsikaj drugega. Od uporabnih stvari, spominkov, ne nazadnje pa tudi sadje in zelenjavo ter sadike. Na osnovni šoli Ptujska Gora pa so minuli konec tedna izvedli dan šole, ob tem pa otroci pokazali, kaj so se med letom naučili. Poglejmo. Tokrat se je odvil dan šole Ptujska Gora, ki je potekal v domu krajanov in gasilcev. Odvil se pod naslovom Drobtinice. Inspiracijo sem dobila čisto tako, ker sem videla en košček kruha in drobtinica je ležala zraven. In z tiste drobtinice smo potem povezali zadevo še naprej z tradicionalnim slovenskim zajtrkom. In smo gradili čisto tako, kot kamen na kamen, ki da palačo, smo mi rekli, gremo mi z zrnom na zrnom na pogačo. Vse skupaj so razvili tako, da so vključili vse nastopajoče. Nastopili so v tistem, kar jim gre najboljše. Nastopila je celotna šola vseh 31 učencev. Skupaj so oblikovali eno čudovito prireditev, zelo všečna zadeva, ki je na koncu res naredila eno kompletno celoto. Nastal je en kruhek, v tem smislu tudi vabilo. Skratka, zadeva je dala res vse drobtinice na kup, so nam dali na koncu en dišeči kruh. Na šoli je kar nekaj glasbenikov. Travnički so pokošeni, roste vse so pomorjene, zdaj pa le domov, saj že skoraj zarja bo. Poleg glasbe pa jih povezuje tudi ples. Odlična dramska skupina pa je pripravila predstavo Mišmaš. Pek je imel posebno nalogo miške voditi, kaj morajo početi. Daj koruzno moko, daj! Kaj še čakaš? Kvas in sol in maslo daj! Moko daj! Daj! Tuftata, joj je težko, tuftata, pa bo že šlo. Mesi testo, ga zgnest, ga dati vzhajati pa v peč. Po miške obokaj? Ja. Na koncu pa tudi pojeste? Vaščanom ga damo. Kruh je najboljši, naš kruh je najslajši, vaščani imajo. Naš kruh najrajši, pekarna Mišmaš, po svetu slovi, naš gospodin Mišmaš, naj živi! Igram tako gospo, ki pride iz Ljubljane in se po dolgem času srečam z svojo sošolko Marico. Pač gledam miši, pa skrivljam se moji lastnici. Med tistimi, ki se takšnih praznovanj veselijo, je tudi ravnatelj, ki je na učence upravičeno zelo ponosen. Vsak dan šole pravzaprav pomeni, kot bi rekel, neke vrste rojstni dan doma. Skratka, to je zgodba, ko predstavimo, kaj vse smo med letom počeli. Dan šole na Ptujski Gori, še bolj pa kasneje v Stopercah, konec meseca maja, pa nekako nakazuje tisti najlepši ali pa bližnji čas tistega najlepšega dela šolskega leta. To se pravi, ko se šolsko leto končuje in smo dejansko pred vrati počitnic.
Ob dnevu šole pa obeležujejo tudi noč knjige in v šoli tudi prespijo. Tega se učenci zagotovo najbolj veselijo. Je pa to nagrada za vse nas, za vso leto, ki se trudimo, vso leto, kar se učimo, kar se v bistvu tudi naredi, se potem naredi v enem sklopu in se pokaže dejansko z naši širni občine in pa vsem, ki smo tukaj danes, ki nas imajo radi, ki nas podpirajo na koncu koncev, da zmoremo. Najpomembnejše je zagotovo sporočilo, da se vse da, če se hoče in da takrat, ko se več stvari, tako kot so se tokrat združili otroci, nastane čudovit izdelek in tako je tudi v vsakdanjem življenju. Zdaj pa gre domov, zdaj že skoraj zarja bo. Prostovoljni gasilci Majšperk so se razveselili novega vozila, ki jim bo zagotovo dobro služil. Po predaji pa so postavili tudi prvomajsko drevo. V PGD Majšperk se je odvil svečan dogodek, ki je združil slovesnost in tradicijo. Dogodek dneva je bila predaja novega gasilskega vozila. Stojimo pred novim gasilskim vozilom za prevoz moštva, to je pa tudi nekaj gasilsko-tehnične opreme. Je v osnovi to operativno gasilsko vozilo za potrebe predvsem moštva. Ker mi kot PGD Majšperk gasilska enota smo osrednja kategorija v občini Majšperk, zraven tega vozila še imamo gasilsko-tehnična vozila večjih zmogljivosti. Vozilo so sicer naročili že v letu 2022 in to, da so čakali tako dolgo, je bila sreča v nesreči. Mi je tudi zakonodaja malo spremenila, ni več 22% davka, je 5% in smo toliko lažje prišli do te investicije. So ta vozila dokaj draga in še na koncu koncev smo imeli srečo, da smo ga sploh lahko izdobavili, ker teh vozil trenutno v tej situaciji v Sloveniji ni mogoče tudi ne naročiti. Predsednik društva je ponosen na dosežek, izpostavil je pomen takšnega vozila. To je GVM za prevoz moštva, predvsem ga uporabljamo za prevoz otrok, osnovne šole, vrtca in pa za vse naša društva, ki so tukaj v Majšperku. Rabimo ga tudi za tekmovanja, ker je naše društvo kar na visokem nivoju v Sloveniji glede tekmovalnih desetin, tako mlajših generacij kot tudi starejših generacij. Ključe novega vozila je poveljniku izročil župan, nato pa je poveljnik ključe predal še šoferju, kar je simboliziralo prenos odgovornosti in zaupanja. Slovesnost je bila dopolnjena z blagoslovom novega vozila in vseh gasilcev oziroma voznikov s strani župnika. Gasilce veseli podpora občine. Veliki delež ali pa sofinanciranje občine Majšperk, mi smo imeli to v srednjeročnem planu. Res, da se nam je zamaknilo že leta 2022 v 2023 ni bilo, smo ga letošnje leto v januarju izdobavili. Naj nam služi naslednjih 15 let ali pa mogoče kako leto manj, vemo, da mi predvsem tudi opravljamo prevoze za osnovno šolo in tu je mladina, ki pač moramo se nekim kategorijam prevozov otrok tudi biti toliko dobri, da je to v skladu z zakonodajo. Po formalnem delu je sledila pogostitev, nato pa postavljanje prvomajskega drevesa, ki je bilo postavljeno na tradicionalen način, brez pomoči strojev. Ja, to je pri nas kar dolga tradicija, ko še nismo imeli tega lepega gasilskega doma, smo že stavili pred staro osnovno šolo, tu v Majšperku. Imamo tudi slike zgodovinske, že tam od 53. leta naprej, kako se je takrat postavljalo. In mi zdaj še trenutno še zmeraj postavljamo na stari način. To se pravi bolj na horuk zadevo, kot pa z nekimi stroji. Gasilci si želijo, da čez 3 leta, ko praznujejo 100. obletnico, vozni park še nadgradijo. Pred osnovno šolo Franca Lešnika Vuka so pred dnevom upora proti okupatorju odkrili nov kip narodnega heroja Franca Lešnika Vuka, na podrobnosti pa v prispevku. Lani so pred osnovno šolo Franca Lešnika Vuka ukradli kip narodnega heroja. Sedaj so ga postavili na novo. Pomembno dejanje je bilo pred praktično 40 leti, ko so postavili prvi spomenik tukaj in tudi šolo poimenovali po Francu Lešniku Vuku. Današnji dogodek je pomemben zaradi tega, ker ne sprejmemo, da bi kdo brisal sledi naše preteklosti, tudi če komu ta preteklost ni povsem povšeči. Ob tem poudarja. Dejanje je dokaz, da naša zgodovina živi v sedanjosti, da ohranjamo, razvijamo, krepimo tisto, za kar je izkrvavelo toliko naših rodov.
v drugi svetovni vojni oziroma narodnoosvobodilni vojni in tudi vsi tisti, ki so gradili novo družbo potem po letu 1945 vse do današnjih dni. Kip je naredil domačin Srečko Ornik. Če je bil pretekli iz brona, je tokratni iz umetnih mas. Smo imeli srečo, da imamo v občini društvo rezbarjev in modelarjev Slovenije in predsednika Srečko Ornika, ki se je res zavzel. Na srečo se še našel en polomljen negativ, tako da zdaj danes tisti, ki so umetniki, verjetno lahko bolje opazujejo, ampak meni na neumetniško oko deluje enak po obliki, tako da sem res vesel, da smo zadevo nadomestili. Če kar se materialov tiče, večje vrednosti ni, je Franc Vuklešnik tisti, čigar vrednost je nenadomestljiva. Gre za nekoga, ki je dal svoje življenje, torej za ta kraj, ki je pri 20 letih umrl, za ideale, in tudi zaradi njega je mozaik v kamnu, da smo danes svobodni. Ornik prizna, da mu je delo predstavljalo velik izziv. In ko me je župan prosil, če je to možno narediti, smo povedali, da je možno. In ker se celo življenje učim, je bil tudi en uk za mene in zgleda, da koliko to je uspelo. A da mu je bilo zaupano takšno delo, mu je v veliko čast. Sicer predtem sem delal Janko Glazerja, ko bo Hoča tu postavljen, ampak ta je tu v domačem kraju in resnično tudi tako ste rekli narodni heroj. In ko se spomnim, da je bil pred 20 letih že na koncu da padel, je to za človeka pa osebno velika tragedija. Pomembno je, da se tega zavedajo tudi najmlajši. Franca Lešnika Vuka je zaznamovalo ta kraj, učenci živijo in šola živi s tem, tako da seveda so seznanjeni z njegovo zgodbo. Zelo je pomembno, da se zavedajo, kako mlad fant je bil, ki se je odločil za ta boj in za svoje ideale tudi daroval svoje življenje. Pri odkritju kipa so s kulturnim programom sodelovali tudi osnovnošolci. Minulo soboto pa so se v Framu gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Fram zbrali v velikem številu, da postavijo prvomajsko drevo. Kako je bilo, je preverila naša ekipa. Minulo soboto so se v občini Rače Fram gasilci iz prostovoljnega gasilskega društva Fram zbrali v velikem številu, da na tradicionalni način postavijo prvomajsko drevo. V Framu še vedno to postavljamo na roke, se pravi s tako imenovanimi žvaplji. Se pravi, en je tisti komanda, najbolj glasen, pove, zbere fante in tako ste rekli, na horuk se potem dviguje. Na dogodku se je zbralo kar nekaj ljudi, ki so prišli ne le zaradi postavljanja drevesa, ampak predvsem zaradi druženja in povezovanja. Za gasilci pa je kar nekaj dela. Priprave poteka nekje kak mesec, da se skupaj zmenimo, kje bomo vzeli drevo, potem gremo po drevo, se podere, se pripelje sem, se vse očisti, pripravi, pol pa, kaj pa vemo, okrog 30-40 ljudi, odvisno tudi, koliko je drevo veliko. Druženje je pravzaprav eden izmed ključnih razlogov, zakaj gasilci in občani vsako leto vzdržujejo to tradicijo postavljanja prvomajskega drevesa. Ja, v bistvu je res tak en lep običaj. Ljudje nas skozi celotno leto že sprašujejo, bomo postavljeni, ne bomo spet na roke. Tako da ja, mislim, da kraj pa tudi mi sami dihamo za neko tradicijo, pa da se povezujemo skupaj, da pač se nekako družimo v nekem vaškem središču. Poleg fizičnega napora ni manjkalo niti dobre organizacije gasilcev, ki so poskrbeli, da je vse potekalo gladko. Med postavljanjem drevesa je bilo poskrbljeno tudi za pijačo in hrano. To je za danes vse, poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V Majšperku bodo potekale številne postavitve majskih dreves in sicer na Trgu Ptujske gore ob 16. Prav tako pri gasilskem domu Breg, kjer se bodo po postavitvi majskega drevesa podali še na baklado za otroke. Ob 17. pa bo postavitev majskega drevesa potekala še v Stopericah. Sredino jutro bo v duhu prvomajskih budnic. Ob 7. budnica pihalnega orkestra Talom Kidričevo na Trgu Ptujske gore in tradicionalni prvomajski pohod po gorski poti. Ob 7:30 budnica pihalnega orkestra Talom Kidričevo na ploščadi pred KPC Majšperk ter ob 8. prav tako istega pihalnega orkestra na ploščadi pred cerkvijo v Stopercah. Ob 7. se bo budnica odvila tudi v Selnici ob Dravi, kjer jo tradicionalno prirejajo člani turističnega društva Selnica ob Dravi skupaj z godbo in mažoretno skupino iz družb. Ob 11. pa bo na koči Planinc na Svetem Primožu na Pohorju sledila prireditev o prazniku dela. Toliko za danes, želim vam lep preostanek večera in nasvidenje.